V Trebanjskem kulturnem domu pa je konec tedna dišalo po prav posebnih dobrotah. Ocenjevanje kruha in krušnih izdelkov je namreč pripravilo Društvo podeželskih žena Tavžentroža Trebnje. V prvih dneh novega leta tradicionalno zadiši po kruhu. Letos že 10. Moram reči, da je zelo lepa tradicija in upam, da jo bomo tudi obdržali vnaprej. Prireditev za naše društvo je zelo pomembna. Na prvem mestu je, da pokažemo, kaj znamo, za promocijo našega društva in tudi, da ne gre peka kruha v pozabo. Še posebej bi pohvalila, da so bili kruhi izredno lepi, dobri na splošno, da so se vključili v ocenjevanje tudi mlajši, tudi vrtci in šole. Med 122 kruhi na ocenjevanju jih je kar 87 prejelo zlato priznanje, 4 z vsemi možnimi točkami. Po kakovosti so še posebej izstopali praznični kruhi, bili so najlepše okrašeni, tudi so ponovadi najbolj okusni in te je tudi najprijetneje ocenjevati. Letos sem naredil poprtnik, to je božični kruh, slovenska tradicija, zlasti na Dolenjskem, pa tudi kje drugje po Sloveniji, sicer malo drugače reče božičnik ali pa karkoli. Skratka, božični kruh, ki pomeni praznični kruh, boljši kruh, tak puhast, bel, z dodatkom jajc, seveda masla in skratka kruh za crkljace. 80 točk, tako da sem kar malo presenečena. Nisem pričakovala, hotela sem samo sodelovati. In letošnje posebnosti? Največ je bilo kruhov z dodatki, to so kruhi posebnih vrst, bilo je kar 46 kruhov z dodatki, kot so mleko, semena, maščobe in ostali dodatki. Trebanjsko društvo podeželskih žena bo junija praznovalo 50-letnico delovanja. V tem času se je zvrstilo nekaj prelomnih dogodkov. Da smo 45-letnici obstoja razvile prapor, da se veliko družimo, da se razumemo in da društvo deluje tako, kot deluje. Društvo je tudi po ločitvi nekdanje skupne občine Trebnje ostalo povezano in danes vključuje več kot 300 članic iz občin Mokronog Trebelno, Mirna in Trebnje.